Dober dan, Dobrovnik. Pazite zdaj. Jona pod kiva nog dobronak. Sem povedala prav? Ne. Povejte mi vi po mađarsko, kako se reče dober dan, Dobrovnik. Hvala. Drugič mi bo šlo boljše. Ampak, a vi veste, osnovnošolke in osnovnošolci iz Dobrovnika, kdo so oni? Kdo so tisti, ki sedijo med vami? In zakaj smo mi danes tukaj? Zakaj smo mi vam vzeli danes soboto in smo vas povabili, da nas pridete poslušati? A vi veste, zakaj smo tukaj? Ti, ki sedijo pred vami, so zelo, zelo, zelo krasni. Poglejte jih, krasni so, nasmejani so, prijazni so. In tudi tisti, ki jih ne poznate, razen vaših učiteljic in kakšnega učitelja, če je med vami, župana še niso mi rekli, pride. Tudi tisti, ki jih ne poznate in sedijo med vami, so krasni, krasni in prijazni in nasmejani. Večino časa. Oni pišejo. Pišejo za vse vas, pa pišejo za vse nas, tudi zame. Pišejo krasne otroške pesmi, pišejo krasne otroške zgodbe, tudi za tiste v 9. razredu, pa seveda tiste, a je kdo tukaj iz vrtca? Prvi razred je prvi razred, ki se začne tu v dvorani. Kdo je prvi razred? En aplavz za prvi razred, bravo. Kdo je pa 9. razred, da vas vidim? En aplavz za 9. razred. Zdaj pa še rokice gor tisti, ki ste vmes med 1. in med 9. En aplavz za vas. Odlično. Mi smo prišli k vam zato, ker se vsako leto v tem času, v septembru, v Murski Soboti zberejo slovenske pisateljice in pisatelji, tisti, ki pišejo za otroke in mladino. Mi se družimo, 3 dni se pogovarjamo, razmišljamo, kako bi lahko naredili kaj še boljše, še bolj primerno vam. Oni se pogovarjajo med sabo, kako ustvarjajo, kako pišejo, vmes pa tudi nastopajo, hodijo tudi po šolah in pa podelimo nagrado. Tej nagradi se reče Večernica. A ste vi kdaj slišali za zvezdo Večernico? Preden vam bo naša Dragica, ki se stavi vse to, kaj se dogaja, povedala nekaj več, vam jaz povem hitro eno kratko zgodbico o Večernici, a lahko? Nekoč je bil, ali pa še zmerom je, slovanski bog, ki mu je, ali mu je bilo ime Džabok. In on ima 3 hčere. Eni je ime Danica, ta je jutranja zvezdeca. Večerna je Večernica in sredi noči, o polnoči zasveti Severnica. Večernica ima to nalogo, da zapira vrata palače kralja Džaboga po sončnem zahodu. In je tudi zaščitnica Venere, poznate planet Venero? Zaščitnica Venere. A ste vi vedeli, da je Venera edini planet v našem osončju, ki se vrti v kontrasmer? Edini planet. No, in naša nagrada se imenuje Severnica. In veste, zakaj sem to rekla? Ker sem hotela, da me Feri Lajnšček pogleda. To pomeni, da Feri Lajnšček posluša. Čestitke pisateljice in pisatelji. Evo, jaz sem povedala čisto preveč že vsega. Mi smo danes pri vas in naši slovenski pisateljice in pisatelji smo pri vas in mi bi zdaj radi izvedeli, kdo ste pa vi. Jaz sem zdaj povedala, kdo smo mi, zdaj pa hočem slišati in mi hočemo slišati, kdo ste vi. In zdaj bom povabila k mikrofonu vašo ravnateljico. Jaz sem bila strašno vesela, ko sem jo videla, dolgo časa jo že nisem videla, vašo krasno ravnateljico Mileno. To je Milena Ivanuša, torej ravnateljica dvojezične osnovne šole v Dobrovniku, da nas na kratko pozdravi. Ravnateljica, prosim. Spoštovani zbrani, cenjeni gosti, prav prisrčen pozdrav.
Veliko veselje mi je, da se danes tukaj pri nas odvija tako prijeten dogodek. In verjamem, da se bomo v naslednji uri in pol imeli skrajno lepo, da se bomo morda tudi kaj novega naučili. Prepričana pa sem, da bomo to dvorano zapustili bogatejši, saj se ob takem izboru avtorjev, ki so tukaj pred nami, drugače niti ne more končati. Kakorkoli že, vsem želim veliko užitkov, vam, cenjeni avtorji, pa en sladek spomin na današnje srečanje, kot je sladek med iz našega šolskega čebeljaka, ki vam ga ob tej priložnosti poklanjamo. Torej, še enkrat in s prijaznim povabilom, seveda, da še kdaj pridete in nas obiščite, in pa seveda čestitke dobitnici večernice. Hvala lepa. Tako, in zdaj nam boste vi pokazali svoj film o Dobrovniku. Govorim, sanjam in razmišljam v slovenščini. Én beszélek, olvasok és számolok magyarul. Ich spiele, lerne und mache Hausaufgaben auf Deutsch. I read instructions, watch films, and play video games in English.
Kaj tebi všeč na naši šoli? Učitelji, učenci, zbornica, sodelavci. Slavica. To se miši. Kaj ti je všeč na naši šoli? Delo z otroki. Prijeten kolektiv, dobri učenci, zelo dobro sodelujemo. In unsere Schule sind die Schüler und die Lehrer am besten. Das ist richtig. Mi tetszik az iskolán? Very nice. What do you like in our school? The English class. Kaj ti je všeč na naši šoli? Dramski krožek in likovna. Kaj ste ure? Drama, soccer. Odmor. Zgodovina. Könyvtár. Magyar. Prijateljice. Veliki razredi. Matematika. A legjobban azt tetszik, hogy egy kétnyelvű iskolán taníthatok, és úgy érzem, hogy a gyerekek többsége is ezt valahogyan elfogadja, és ez nagyon fontos, mert nagyon jól tudjuk, hogy az a gyerek, amelyik két nyelven tud beszélni és gondolkodni is, hát annak úgy érzem valahogy több esélye is van az életben valami nagyobb célokat is elérni. Drug. Z drugim Skupaj. Živimo v sožitju in harmoniji. Živimo vsi narodi. Vidite, dragi moji, tako so pa zdaj slovenske pisateljice in pisatelji zaploskali vam. Odličen film. In res, odlične učitelje imate. Zdaj bom pa povabila k besedi našo programsko vodjo, to je oseba, ki sestavi program za takšno pisateljsko srečanje. Njeno ime je Dragica Haramija in je doktorica, ni zdravnica, ona je doktorica za knjige in poučuje na fakulteti in nam bo na kratko povedala še enkrat, ne, Dragica, torej, kdo so mi? Ja. Torej, tudi mi smo tehnika. Dobro, da sem za knjige, ne za tehniko. Ne? Hvala za pomoč. Torej, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Posebej bi rada poudarila, torej pozdravljam vse učitelje, učence osnovne šole Dobrovnik in prav tako je tu tudi nekaj učiteljev in učencev iz osnovne šole Bogojina, odkoder smo ravno prišli sem, kjer smo si ogledali Plečnikovo cerkev. Torej, pozdrav vsem. Kdo smo, ste že malo slišali od naše norme, torej društvo Argo, to je društvo za humanistična vprašanja, rečemo, se ukvarjamo zlasti z očesom besede, torej z našim festivalom, kjer iz cele Slovenije vsako leto, že 27 let, pride zelo, zelo veliko pisateljev, pisateljic, pesnikov, pesnic, pa tudi knjižničarjev, knjižničark in drugih, ki se s knjigami tako ali drugače ukvarjamo, kjer imamo potem razne delavnice.
Zlasti pa je pomembno to, da naši udeleženci grejo na šole in vam nastopajo, da jih spoznate v živo. Torej, vsi ti, ki danes tu sedijo, so iz vaših učbenikov, no, najmlajši še ni v učbeniku, ga pa iz Cicibana in Cicidoja poznate, Ambroža, o vseh ostalih se pa učite, rodil se je, živi, ima nek poklic, zdaj jih pa tu vidite v živo. To se mi zdi najbolj pomembna sestavina našega festivala, da torej avtorji in avtorice stopijo pred vas in jih spoznate v živo, da vidite, kakšne osebe so tisti, ki pišejo za vas. Hvala, da ste nas sprejeli, lepo se imejte, dobro nam bo, letos je naš moto poezija, berimo poezijo, ker če razumemo pesmi ali besede, ki so ujete v pesem, razumemo svet. Še enkrat pa, ko je že bila nagrajenka tudi omenjena, prosim, če vstaneš, Maša Ogrizek je prejela torej prejemnica letošnje večernice za Lisičjo luno, kjer tako lepo pravi, da smo vsi začasno pleme. Mi danes tukaj, ker bomo imeli skupni dogodek. Hvala. Hvala lepa, Dragica. Maši smo zaploskali, ker pa mora biti vse v ravnotežju, na obeh straneh tehtnice mora biti enako, da se dobro počutimo, moramo pozdraviti še posebej tiste iz Bogojine, pa malo pomahajte, da vidimo še vas in tudi vas lepo pozdravljamo, evo, zdaj smo pa vsi in lahko začnemo. Tako kot je povedala Dragica, mi zdaj ne bomo govorili, kje se je kdo rodil, pa kaj je vse napisal, pa koliko nagrad ima. Namreč naše pesnice in pesniki imajo veliko nagrad, veliko knjig so napisali in so vsi znani. In ko boste slišali njihova imena, se boste zagotovo spomnili, da ste jih že brali. In danes bodo oni torej brali, pripovedovali za nas in jih bomo poslušali. Vsak bo pa dobil eno vprašanje, pa ne kakšno zelo zapleteno, ampak takšno čisto preprosto življenjsko vprašanje. Začeli bomo z Barbaro Gregorič Gorenc. Ja, ime vam je zagotovo znano. In mene Barbara strašno zanima, ker vsi rečejo zmerom, da ko pišeš, moraš imeti nek navdih, moraš imeti neko inspiracijo. A je tebe kdaj strah, da boš izgubila ta navdih, da boš enostavno samo bulila v ekran, v papir, tvojih mus navdihovalk pa ne bo od nikoder in ne boš več mogla ničesar napisati? Ja, muze so res take skrivnostna bitja, kot eni palčki, kot ene vile, ki jih ne moreš videti in se včasih res tudi skrijejo. In mene sicer ni ravno strah in ne sedim pred praznim papirjem, praznim ekranom, ampak meni je grozen dolgčas, če jih ni. Tako da si na nek način želim vedeti, kako bi jih privabila, mogoče s kakšnimi piškoti, da bi muze prišle k meni in mi kaj prišepnile na uho, ker potem je z njimi stvar zelo zabavna. Nekaj napišeš, dobiš idejo in se zabavaš. Tako nekako, no. Bom prebrala dve pesmi, eno iz knjižice Kolibri in tigri, in sicer prva je pesem o tigrih, ampak ti tigri živijo v nas noter so včasih tigri. Me je strah in me skrbi, kaj bo jutri, čez 3 dni. Ne vem natanko, kje in kdaj, kako in kam in sploh zakaj.
Vedno tigri so v igri, nekje prežijo in renčijo, kradejo mi energijo, v želodcu strah, kot snežna kepa. Potegnem vas po gumi žepa. In tudi druga pesem, ki jo bom prebrala, je pesem, kjer nastopa ena žival, in sicer živahna žirafa. To pa je iz knjige Negotove pesmi in gre takole. Kadar lovim ravnotežje sam na čudni življenjski brvi, se prikaže živahna žirafa. In privzdigne obrvi. Vase zaupaj, mi pravi. Nauči se pasti na noge in včasih pristani v varnem naročju. Tudi to ni narobe. Hvala. Ja, to je bila Barbara Gregorič-Gorenc in če boste dobro poslušali, boste videli, da bodo pesnice in pesniki brali tako, kot imajo priimke po abecednem redu. In naslednji je Ambrož Kvartič. Ambrož, ti si... Dober dan. Dober dan, Ambrož. Jaz sem. Si v redu? Zelo. Odlično. Ambrož, ti si nekoč nekje zapisal, da je pisanje pesmi čudovito tudi zato, ker se ob tem lahko tako nadprečudovito pretirava. Ambrož se zelo rad igra z besedami. Ambrož, zakaj je igranje tako zelo pomembno, tudi če si ti odrasel pesnik? Zato, ker te to ohranja točno takegale. Sej mislite vi, da ste vi prišli nas gledati, ampak vam povem, da je najboljša pozicija danes v tej dvorani tale, ker vidimo vas. Te oči, te iskrice, ki se igrajo že zdajle v mislih in ki se igrajo, ko odtečejo ven v svet, in zakaj ne bi tega ohranjal tudi skozi pisanje, ki je en od načinov ohranjanja tega. Jaz ne vem, če je še kaj boljšega na tem svetu. Jaz bi vas pa povabil na pot iz tegale kulturnega doma, na pot po diagonali, ki jo ima tako rad tudi vaš rojak Vlado Kreslin, torej na pot preko Mure, preko Drave, prek Save vse do morja oziroma z Goriškega v Piran, kakorkoli že. Začeli bi pa v Hodošu na železniški postaji, kjer je bilo pred leti nekaj zanimivega. Na en poseben dan, prav takšen, kot je bil danes, morda malo pozneje. V zgodnje jesenskem polmraku srečal sem ribo na vlaku. Sem vrata kupeja odprl in tam jo osupel uzrl. Pri oknu je sedež imela, zamišljeno ven je strmela. Sem vprašal, je tule še prosto? Pa ona s plavutjo preprosto na hrbtnik je svoj pograbila, na tla ga pod rep položila, na sedež zdaj prost pokazala in spet se pokrajini predala. Usedel sem se in zahvalil, se malo na silo pošalil, pa križanko vzel in pisalo. Pa vendar miru mi ni dalo. Pardon, sem se spravil kramljati. Kam greste, če smem vprašati? Je nehala zreti v daljavo, počasi zasukala glavo, pogledala sila prijazno in nemo zazevala v prazno. Čeprav se zelo je trudila, iz njenih se ust ni izvila nobena razločna beseda. Bila je pač riba, seveda. Aha, sem nerodno izdavil in čudno grimaso napravil.
Na to pa v tišini sem raje počakal do svoje postaje. Del mene še danes ugiba, kam z vlakom je šla tista riba. Moja postaja pa je bila v Mariboru za Dravo, kjer živi ena vidra, ki je imela en strahoten pripetljaj, o katerem je naslednja pesem. Vedra vidra je drvela mimo drevja tam pri Dravi, rada bi rešila reva pred viharnim se vremenom. Trudna vidra, nič več vedra, reče sredi drevoreda, nič ni vredno to drvenje, bom vihar kar prevedrila. Stal je dvor na bregu Drave, dveri je imel z verando, pri verandi na dvorišču vidi vidra modro vedro. Vidra vedro pri verandi je previdno prevrnila in se urno je navarno ravno pred viharjem skrila. Kar podiraj, se zadere, vrla vidra odrezavo, vetru, z vedra vetru, ki vrtel se kakor derviš, je nad Dravo. Drevi, ko se je zvedrilo in prišla je vrla vidra, trdoživa ven iz vedra, ves razruvan svet je ozrla. Veter je podrl verando, drevored, kot bi se vdrl, drev je bolj le še za drva, vendar vedra ni prevrnil. In tako je vedra vidra, hud vihar z drvečim vetrom pri verandi tam ob Dravi v modrem vetru prevedrila. Celje, Ljubljano, to bomo spustili, tam se itak nikoli nič ne dogaja. In smo prišli v kraški svet, kjer, saj poznate, kjer malo bolj trdo stopiš, pa se že znajdeš v kakšni jami, kjer pa rastejo, kaj? Kapniki. Eni s stropa, eni stav. Ne morejo pa en brez drugega, o čemer govori naslednja pesem. Tiho je in trda tema tam v globinah stare jame, ko zasliši stav se vpitje: Ej, kdo spušča kaplje name? Joj, pardon, glas drugi reče, tu na stropu sem nad tabo. Kaj kapljaš? Spet stav zabrunda, nisi za nobeno rabo. Ti pritlehneš, sploh o kapljic ti žalitev tole vrnem. Čakaj, da še malo zrastem, pa te s stropa dol odškrnem. Ob prepiru šlo je mimo 1000 in še več pomladi, v času tem pa tudi kapnik, čisto vsega se navadi. Eden stav in drugi s stropa, prej rivala srborita, danes sredi kraške jame v steber združena stojita. In kam smo prišli na koncu? Na morje. A ste bili kaj na morju letos? Strašansko sem nevoščljiv, ker jaz nisem bil. Pa imam rad morje. A imate vi radi morje? Sej, se strinjamo, ampak jaz imam rad morje. Obalo, svež zrak, sladoled in galebe, le v vodo ne maram, ker rado me zebe. A če sem že tukaj, prav, najprej do gležnjev. Počasi, pazljivo, ker strese me, kot bi pohodil koprivo. Nato do kolen. To približno še gre, a pri ritki se ustavi. In kurja se koža povsod mi pojavi. Že hočem nazaj, pa kamen poredni nalašč me spotakne in voda do popka, kosti mi premakne. Me v vodi je pol. Saj vem, da vse tole že v nedogled traja, a moje telo se počasi privaja. No prav, grem naprej. Potunkam ramena, že vrat mi zalije, nato pa se Hvala lepa. Vidite, tako se Ambrož igra z besedami. Smo ga potegnili iz vode? Smo.
Feri Lanšček, tale naš pesnik s črnim klobukom. Feri, tvoja pesniška zbirka Ne. In pesmi v tej zbirki nas opozarjajo, da je besedica ne enaka ali pa še bolj močna kot besedica ja. Čemu vse ti v življenju rečeš ne in zakaj se moramo, če še ne znamo, se naučiti reči ne? Ja, prav lepo pozdravljeni. Ko sem hodil po šolah, se družil z mladimi, sem nekako ugotavljal, da si več ne upajo reči ne. Ampak takrat, ko bi morali reči ne, običajno molčijo ali pa celo rečejo ja. In to se mi zdelo grozno, ker moramo v življenju takrat, ko začutimo, reči ne. Zato sem napisal pesniško zbirko, ki nosi naslov Ne, in vse pesmi se začnejo z ne, razen ene. To je uvodna pesem in vam jo bom tudi zdaj prebral, ker se mi zdi za mene pomembna. Se pravi, pisal sem za otroke, za mlade, napisal sem pa pesem, ki se zdi meni zelo pomembna. Naslov je Moja hiša. Ni res, da le sanjam in čakam. Sezidal nevidno sem hišo. Tu je vse tako, kot sem želel, za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš. Postrežem ti srčno dobroto, zapojem ti pesem v sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vsaj skušal verjeti, da svet ni brezupen in beden, pa rad ga boš moral imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, le vrt sem drugačen zasadil. Тут rastejo rože besede, ta šopek iz njih sem napravil. Zdaj, vse druge pesmi se pa res začnejo z ne, jih je veliko, mislim, da boste, vem, v 6. in 7. razredu za Cankarjevo tekmovanje tekmovali s temi pesmicami, tako da tisti iz 6. in 7. izberite tiste pesmi, s katerimi soglašate, tiste neje, ki so vam blizu, če pa vam katera pesem ne bo všeč, pa to kar mirno povejte. Ali pa recite ne. Jaz bom prebral pesem, ki je seveda meni zelo blizu, namreč nosi naslov Ne maram. Ne maram kazalcev na uri, ne maram alarma in zvonca, pa pesmic brez rime ne maram. Ne maram romanov do konca. Ne maram res pridnih učencev, ne maram pouka o odmoru, pa sodnih zapisov ne maram, sploh nočem prepevati v zboru. Ne maram korenčkov pred nosom, ne maram ne zmag, ne porazov, pa sodnih zapisov ne maram, če tudi so polni dokazov. Ne maram vabil na sestanke, saj vem, da pomenijo sranje. Pa srčkov na zidu ne maram, ne puščic zabodenih vanje. Ne maram tega, da ne maram. Sam sebi grem včasih na jedra. Pa vendar še moram dodati, ne maram Polone in Petra. Ne maram, ne maram, ne maram, ne maram, pa malo spet lažem. Mi všeč je Polona brez Petra. Zato mu le prst, da je pokažem. Zdaj nam je pesnik Feri Lanšček povedal, da smemo reči ne. Zdaj pa jaz naredila z vami, preden gremo dalje, en poskus.
Hočem, da vsi povemo najprej besedico ja, lahko jo poveste tiho, lahko jo pa tudi zakričite. Najprej besedica ja, da slišimo, kako zveni besedica ja v tej dvorani. 3, 4, zdaj. Odlično. Zdaj, ker smo slišali, da je tudi besedica ne zelo pomembna, pa da slišimo, kako zveni besedica ne v tej dvorani. 3, 4, zdaj. Odlično, lekcijo smo se naučili. Tako, potujemo dalje po abecedi in smo pri Lili Prap. Lila Prap. Takšne posebne literarne domislice so tvoje in velikokrat ali pa skoraj zmerom tudi prave takšne likovne umetnine. Kako se to zgodi, Lila, da besede postanejo slike? Kako ti vidiš te besede? Jaz pišem in rišem knjige, tako da včasih prej narišem, pa potem napišem. Včasih napišem in potem poskusim narisati tako, da čim manj dela s tem. Ne? Čim bolj enostavno. Tako da drugim raj ne ilustriram knjig, rečem samo svoje ilustriram, ker to mi je najbolj enostavno. Tudi tak tekst napišem, da mi ni treba preveč risati. Znaš reči ne? Ne znam. Ne znam. Edin zato, da ne ilustriram. No, zdaj sem jaz pozabila vmes, katere pesmice sem rekla, da bom povedala. Bom najprej eno uspavanko in sicer to je bila ena prvih knjig. Ideje sem pa dobila tako, recimo, ko je otrok dojenček, ne, pa ga tam zibaš, pa on že spi 2 ure, takoj, ko ga daš v posteljico, se zbudi. Ne. In na podlagi tega sem napisala uspavanko za čuke. Ne. In tako gre hu, 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 noč je tu, luna sije, zdaj je čas za vragolije. Ne, tako uspavanko imajo tudi pol eni odrasli, recimo, ko noče iti spat. Potem sem pisala o malih živalih, ne, in recimo, takole pravi Lenart Trot, velik mislec in gospod, kdor ima rad med in sovraži delo, naj vzame za ženo kakšno čebelo. Ena je pa tako iz ene čist prve knjige. Kaj nosijo fine dame? Fine dame nosijo na rokah fine rokavice, na nogah fine nogavice in na bradi fine bradavice. Hvala, Lila Prap. Andrej Rozman Roza. Tudi Andrej, ti zlagaš besede tako, da iz njih nastajajo nove, neverjetne in zelo pogosto zelo šaljive domislice. Ampak, a se ti strinjaš, da v bistvu sta smeh in humor zelo resni zadevi? In zakaj ti misliš, da se moramo znati smejati? Ja, znati smejati se moramo, ker je to zdravo. Smeh in humor sta pa zelo resni zadevi, ker sta zelo pomembni za življenje in za družbo. Ne? Mislim, zdaj, če koga zelo ne maramo, ne, se mu najboljše maščujemo tako, da se smejemo in da pokamo šale na njegov račun. Ali njen. Ali svoj. Kadar si gremo sebi na živce. Ali pa, če hočemo pokazati, da tudi
če hočemo sebi ali pa tudi drugim pokazati, da vemo za svoje napake, ne? Potem se lahko tudi malo iz sebe norca delamo, ne? To je pa že višja stopna. Ja, no, zdaj bo še jaz nekaj vprašal, samo ne tebe, ker mislim, da bo zate prelahko. Povejte mi, jaz kdaj v kanke sestavljam, kaj je to? Včasih, kadar gremo ven, vzamemo s sabo zložljivo streho za ročno uporabo. Tudi za vas je to lahko. No, zdaj mi pa povejte, kako ste še z drugo besedo? Aha, to je že vse ste pripravljeni že, tako rekoč, ja. No, potem mi pa še povejte, v čem je pa razlika med dežnikom in marelom? Kadar je to ista stvar, ne? Marela je lahko tudi tisti... Čisto vse veste. Marela je vesela, ne? Marela se rima na vesela, ne? Zato ker, kadar pišemo pesmi, ne? Take, ki se rimajo, je zelo pomembno, na kaj se kera beseda rima in marela se rima na vesela, dežnik pa na bolnika, ne? In je potem boljše vzeti v roke veselo marelo kot dežnika bolnika, ne? No, in sem jaz tudi napisal eno tako pesem o tej veseli mareli, ker sem najprej razmišljal, mogoče bi pa v dežniku bolniku, in sem potem enkrat celo napisal eno pesem z naslovom Moj dežnik je lahko bolan, ampak je ne znam. Znam pa to o veseli mareli, ki gre takole. Nekoč je živela vesela marela, ki nikdar ni smela postavati brez dela. Če ni deževalo, se je spremenila v športno padalo in s strehe skočila. Če se obrnila je z vrhom navzdol, po vodi vozila se je kakor čoln. Če pa je hotela sanjariti cel dan, je v gozdu čepela kot velik goban. In če je hotela brezskrbno divjati, se v parku vrtela je kot vrtiljak. Zaprta postala je viteški meč. Njen bojni udarec je bil prav boleč, pa tudi golf je igrala. Na vso moč mahala, da žogico točno je v luknjo poslala. In spet drugič podprla je staro gospo, da si je med hojo pomagala z njo. Veliko je znala, vse sorte počela, ob dežju bila celo dobra marela. Dokler ni nekoč z vso silo nekdo zapičil jo v tla in pozabil na njo. Ko se je trudila, da bi se izpulila, iz kože bi najrajši svoje skočila, a ni ji uspelo, ostala je v tleh, ko zapihal je mraz in zapadel je sneg. Nesrečno je stala, ledeno jokala, spomladi pa v tla korenine pognala. In je marela končala tako, da je zrasla v lepo, široko drevo. In tako so nastale marelice. Ja. In zdaj pa bom povedal eno pesem, ki sem jo nekoč napisal za tiste otroke. Sem ugotovil, da tudi obstajajo, ki si zvečer ne želijo zaspati, ne, se je želila nekako to malo napeljala v to smer, ne, eni otroci si zvečer ne želijo zaspati, ampak si želijo, ne, recimo, to je še stara pesem, še ni bilo računalnikov, ampak če so slišali, da je na televiziji kakšna grozljivka zvečer, so rekli, mi bi pa tudi grozljivko gledali, mi bi pa radi grozljivko gledali, in sem jaz potem rekel, za take otroke, ne, ki si zvečer želijo namesto spanja in prijaznih sanj, gledati grozljivko, za take otroke bi morali zvečer namesto uspavank uporabljati ustrahavanke. In če bi po taki ustrahavanki otrok sploh uspel zaspati, bi imel potem grozljive sanje in bi lahko celo noč gledal in živel v grozljivki in nastopal v njej kot žrtev, in to vse brezplačno. In sem rekel, bom poskusil napisati eno tako ustrahavanko in sem eno napisal, samo je zelo začetniška, ne? Prosim? Kako vi se učite tega? Aha, ja, potem morate pa, ne, napisati vi še kakšno hujšo, ker ta moja je zelo začetniška, ne? Tako da se veste, ne, vi, ki ste se to učili, da ni tako grozna, ne? Ampak moraš biti pa malo zaspan, ne, da deluje in zato predlagam, da vsi malo
Zazehate, to je nalezljivo. Postelja je že postlana, pod rjuho pa podgana. Če jo brcneš, ko greš spat, te ugrizne v podplat. Ko od groze zakričiš, s krikom kačo prebudiš, ki prijazno kakor muca dol pod posteljo dremuca. Ni da pika bi se bala ali bal, ker ni gad, je le udav. In ko v grozi kvišku švisne, skoraj že se k tebi stisne in tako tesno te objame, da vso sapo ti vzame. Ti zato na vrat, na nos stečeš ven, na srečo bosa ali bos, saj med tem je za svoj dom en copat že izbral škorpion. Zdaj se pa začne najhuje strah, da kdo te opazuje in da zdaj na te plane, ven iz sence nepoznane, volkodlak ali vampir, te požene v divji dir. Zdaj bojiš se čisto vsega, sam ali sama, si v noči polni zlega, le da večjo uzreš rastlino, čim dlje proč od nje greš mimo, ker ne veš, kako izgleda tista, ki je meso jeda. Ko le prideš med ljudi, ti so grozni roparji, ki zalotiš jih pri tem, ko bogat delijo plen. Ker te gledajo krvavo, veš, da zdaj ti gre za glavo. Glasno krikneš, na pomoč! Zdaj pa spat in lahko noč. Hvala. Zdaj vam bom pa za konec pa še eno tako prijazno pesem, ampak zmešano povedal. Tako pesem, ki sem jo napisal nekoč v enem letnem času, ki je zelo zmešan in je, trenutno ga imajo v Avstraliji, pa v Novi Zelandiji, tam na drugem koncu našega planeta, imajo pomlad, mi imamo pa jesen. In bo potem, upajmo, da bo, bo zima in potem bo prišla pomlad in bo vsa narava zmešana, ker bo zaljubljena, Vse nekaj, po zimi je vse lepo, belo, čisto, potem pa pridejo tiste rožice, pa metuljčki, pa je čista norišnica in v tistem času, najbolj kruto pa to boste vi morali pa ravno v šolo hoditi in zaključevati ocene, V tem zmešanem času, v katerem govori tale kratka pesem, ki sem jo pa zelo dolgo sestavljal, ker sem se strašno trudil napisati čim bolj neumne stvari. Takole gre. Sonček brije, dežek sije, veter kot iz škafa lije. Na zapečku prede sraka, muca muka, krava kraka. Spreletavajo se grmi, zelenijo kosi črni, v vrtcih pa se igrajo detki s supermeni in z medvedki. No, to je bil Andrej Rozman Roza. Anja Štefan. Anja, ti tudi zelo lepo poješ, veliko tudi svoje pesmice poješ, ko nastopaš. In veš, mene pa zanima, ko ti pišeš svoje pesmice, prej smo slišali, da Lila kdaj kakšno najprej nariše, pa potem napiše, a ti kakšno najprej zapoješ, slišiš melodijo, pa potem napišeš besedilo, ali zmerom morajo biti najprej besede, pa potem pride glasba? Večinoma so najprej besede, tistih par besed, ki jih na začetku najdem in s katerimi se pesmica začne, ampak tiste besede tudi že prinesejo ritem. In potem si jaz lahko začnem brundati in po melodiji, ki si jo kar tako sproti izmišljujem, včasih zlagam pesmice naprej. Te melodije potem večinoma pozabim, škoda, da jih ne znam zapisati, lahko bi jih posnela, ampak navadno se na to ne spomnim. Nekatere so mi pa ostale, tiste pa znam. Ja, zdaj vam pa še jaz kakšno svojo pesmico povem. Mogoče
ker si me spodbudila, da rečem kaj o petju, najprej kar tole. Že od jutra si prepevam, vem, da bo prekrasen dan. Vse mi teče kot po maslu, veter piha v pravo stran. Nisem sončece, a sijem. Nisem ptička, a letim. Kam me nese? Prav me nese. Nos imam, pa grem za njim. Mi je kakšno zrno sreče padlo v čevelj ali žep. Kamorkoli se obrnem, svet je velik, svet je lep, kajti danes sem kot sonce, danes poje mi korak. Kdo je pihnil, 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 dobro voljo skozi zrak. Potem, jaz imam poleg pesmic zelo rada tudi pravljice, ampak kot ste slišali na začetku, je to naše letošnje srečanje, se vrtimo predvsem v poeziji, predvsem med pesmicami in tudi za danes smo se zmenili, da vam bomo govorili pesmi in ne pravljice. Ampak da pridem malo na svoj račun, vam povem eno pesmico, ki o sebi reče, da je pravljica. In gre tako. Povejmo majhno pravljico. Je volk pojedel mravljico. In zdaj po črevcih cele dni ga zbada, pika in tišči. Mu mravljica ne da miru, ga ščipa, ščipa, še sem tu. In volk se trudi ves bolan, da bi pokakal jo na dan. Na tešče pije čaj grenak in brca v stran in brca v zrak, namaka slive je radič, pa ne pomaga čisto nič. Potem ga nekaj razsvetli, skesan, zaprtimi očmi priseže, mravljic več ne jem, dokler sem živ in še potem. To mravljici je silno všeč. Dosegla je veliko reč, saj ne le ona, ves njen rod odslej živel bo bolj komot. Ko volk omaga in zaspi, mu ven prileze med zobmi, pomaha in odcepeta in tu se pravljica konča. Zdaj bom pa še eno, ki se ji tudi pozna, da se jaz rada vrtim med pravljicami v tistih starih časih in to je ena izmed mojih razmeroma zgodnih pesmic, že dolgo živi z mano. Zato se je tudi kar tako precej razpasla naokrog. Mogoče je tudi do vas že kdaj prišla, ampak ker sem danes prvič pri vas, si jo lahko privoščim povedati. In gre tako. K mizi sede stari grof, naroči si masten krof. K mizi sede še grofica, njej pa bolj diši potica. Gleda, gleda stari grof, šmrt je majhen ta moj krof. Lotil bi se še potice, če se ne bi bal grofice. In tako pač za lepo slovo recimo, eno tako, ki nas malo odnese ali v sanje ali pa v en svet, ki je bel. Oblaki so kot smetana na vrhu sladoleda. So kakor brada in lasje vesoljnega pradeda. Oblaki so ležalniki, ki nosijo med sanje in vsak si kdaj pa kdaj želi, da bi se zleknil nanje. Oblaki, to so ladjice, ki plovejo v daljave. Labodi so, ki pod perut so skrili trudne glave. So potepuhi, ki zaman bi sonce radi ujeli. Oblaki so najlepši, ko so beli, beli, beli. Tako.
da bi bili nad nami čim bolj beli. Hvala lepa, Anja. Zdaj pa takole. To so bile naše pesnice in pesniki, Barbara Gregorič Gorenc, pa Ambrož Kvartič, Feri Lanšček, Lila Prap, Andrej Rozman Roza in Anja Štefan. Jaz sem jim postavljala vprašanja, tako da sem jih malo ogrela. Zdaj imam pa vprašanje za vas. Jaz sem prepričana, da vi postavljate dosti bolj zanimiva vprašanja kot jaz, pa me zanima, a ima kdo, na zdravje, ja? A ima kdo vprašanje za te naše krasne, prijazne pesnice in pesnike? A bi vprašali, imate jih pred sabo, to se redko kdaj zgodi, nekateri so tudi seveda za vami, ampak te, ki so tukaj, lahko vprašate karkoli vas zanima, ker ne vem, kdaj bo še taka priložnost, da zopet pridemo k vam. Se bo kdo opogumil in kaj vprašal? Boš mikrofon ali boš brez mikrofončka? Brez, potem pa kar glasno in pogumno vprašaj, pa če si nisi zapomnila, kako je komu ime, lahko tudi s prstom pokažeš. To je dovoljeno danes. Izvoli. Tebi pa je ime? Ema? Ema, koga želiš kaj vprašati? Feri. Izvoli, Ema, kar vprašaj ga. Kaj sem bil s kužekom ali brez? Ja, pol je bilo preko dneva. Ponavadi me vidijo s kužekom, ker se vsak dan sprehajam zjutraj 1 uro, pa zvečer 1 uro. Vidiš, ni trapasti vprašanj. Super vprašanje je bilo, Ema, sploh nismo vedeli, ali pa vsaj ne vsi, da ima Feri kužka, s katerim se sprehaja in tudi tam dobi kakšen navdih za svoje pesmi. Ne, Feri? Na sprehodu. Saj si tudi napisal, ne, kakšno? Moram reči, da je to zdaj moj drugi kuža v življenju. Sem imel enega Goldija, ki je 13 let bil z mano, no in njemu sem napisal veliko pesmi. Tale je pa star samo še 1 leto, pa nekaj mesecev, in še nisem mu nobene pesmi napisal. Si še mora zaslužiti kužek, da dobi svojo pesnico, ne? Je pa zanimivo, da je tak kužek, ki je zelo prijazen, zelo ima rad ljudi in tudi ljudje imajo njega radi in se mi večkrat zgodi v parku, ko se sprehajam, da gre kdo mimo in reče zdravo Seven, mene pa sploh ne pozdravi. Odlično. Ema je bila prva, ki se je opogumila. Imamo še kakšno vprašanje? Imamo veliko vprašanj. Kako je tebi ime? Alisa, boš kar povedala v mikrofon? Spet za Ferija. Izvoli, Alisa. Mogoče boš uganila, če si ga dam dol. Ko je hladno me zebe, ker nimam las dovolj več. Pa to je čisto zares. Dobro. Tam so bili prej. Ne pozabiti vprašanja. Kar. Kako? Odlično, torej odlično, tako je, izvoli. Ja, zdaj se sliši, ne? Napisal sem doma, ampak predtem sem pa gledal te slike v galeriji in tudi imel vodstvo od gospe, ki je kustosinja v tej galeriji, da mi je veliko od tega, kar me je zanimalo, ne, ali pa tudi, če se sploh ne bi pomislil, da je zanimivo, povedala. Ne. Sem potem jaz doma iz tega sestavil te pesmi. Odlično vprašanje, se nizajo, še imamo, izvoli. Kaj je
najprej nisem tega vedel, ne. Tule sedi tudi en pesnik, Boris A. Novak, ko je napisal eno pesem, da je majhna šala šalica in tudi med drugim, da je majhna marela marelica, no. In sem jaz nekako, mogoče bi se tudi brez te njegove pesmi do tega dokopal, ampak v enem trenutku, ker dosti nastopam po šolah, pa recitiram pesmi in v enem trenutku mi je prišlo na misel, ne, da so pa na te drevesu verjetno zrasle marelice, čeprav lahko so pa zrasli majhni dežnički, ne, to bi bilo po svoje botaničnega stališča bolj logično. Ne. No, in mi smo se zdaj v bistvu v tem trenutku naučili, da tudi pesnice in pesniki berejo druge pesnike in pesnice in to je zelo pomembno. Tvoje ime pa je? Kevin, izvoli, koga boš vprašal? Feri. Še malo bolj na glas nismo, veš, smo daleč v stran, pa niso. Če imate doma majhnega kužka. Ja, imam ga, veš, kak je cela zgodba, no, taka je. Jaz sem se, ko sem bil majhen, me je enkrat en velik pes napadel in me je ugriznil. Jaz sem se celo življenje bal kužkov, bal sem se psov, ne. In potem je moja hčerka končala osnovno šolo, pa tak, in je rekla, da bi rada imela kužka. In jaz sem bil zdaj v precepu, ker sem se bal kužka, pa sem vedel, da bom moral na sprehodi, pa rad bi ustregel hčerki, ne, in sem tako par noči tuktal in sem se na koncu odločil, da bom kljub temu tega kužka kupil in tako sem ga potem začel voditi na sprehode z njo in sem znebil strahu pred kužki, ne. In tako da ta kuža je v bistvu na nek način meni ta prvi bil zdravilen, ne, ki me je ozdravil tega strahu. Zdaj pa se več ne bojim kužkov in ko mi je pač ta prvi umrl, sem zdaj pa imam svojega, zares svojega, ni od hčerke. Odlično, in še, tvoje ime pa je? Karla, izvoli Karla. Andrej. Tako? Koliko let že, ja, pišeš? Ja, pisati sem začel, ne, ko se prej nisem znal, ko sem začel v šolo hoditi s 7 leti in sem potem, ko sem za nazaj razmišljam, sem imel prej veselje s pisanjem kot z branjem, ne. Za branje je trajalo 2-3 leta, da sem našel res tiste knjige, ki so me prevzele, medtem ko pesnice sem začel pa že takoj v 2. razredu sem pisal in to take odrasle, ne, vojaške pesmi, ne. Sem za otroke začel šele tam pri 30 letih, do takrat pa sem že od 8. leta naprej pisal pesmi za odrasle. Odlično. Tretjo vrsto gremo najprej, potem skočimo v prvo in v drugo in potem skočimo še k tebi. Zapomnite si. Izvolite vi trije. Najprej povejte, koga vprašate? Izvoli. Bravo. Enako vprašanje za vse. Odlično. Kar. Na glas. Samo številke. Evo, pri katerih letih ste začeli pisati za Andreja, zdaj že vemo, ne? Feri. Moram to povedati, ker se mi zdi zanimivo. Jaz sem napisal prvo pesem v 1. razredu osnovne šole. Sem hodil v tako malo šolo, ker smo v isto učilnico hodili 1. in 2. razred skupaj. In v 2. razred sta hodili 2 deklici, ki sta si bili podobni kot jajce jajcu. Dvojčici sta bili, ne? In jaz sem se v eno od njih zaljubil in ji nisem upal tega povedati. In nisem tuhtal, kako bi jaz to zdaj njej povedal, potem sem se pa spomnil, da ji lahko napišem. In sem mami ukradil eno razglednico, ne vem, če še veste, kaj so razglednice, ne? In sem potegnil 2 črti z ravnilom in sem na prvo črto napisal zelo si lepa, na drugo črto pa imam te rad. In sem ji to skrivaj spustil v torbo,
da me ni videla, ampak sem se zmotil, ker ste bili dvojčici in so oni drugi. In ona je povedala potem njuni mami, mi zatožila in njuna mama je povedala moji mami in cela štala je bila, dekica me ni marala, ampak zakaj to govorim? Jaz sem prepričan, da sem takrat napisal prvo pesem in celo življenje pravzaprav pišem ljubezenske pesmi. Ne? To sem moral povedati. Aha, jaz pa v šoli, razen če ni bilo treba za nalogo, nisem nič napisala. Šele tam okoli 30 leta me prijeli nekaj pisati, to je to. Jaz sem pa tudi zelo kmalu pisala pesmi pri kakšnih 8 letih in ena mojih prvih pesmi je Pasja himna, ki gre takole. Hau, 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 to naš pasi je pozdrav, 6 oči nam luno gleda, pa prazna mleka pasja skleda. Hau, 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 to naš pasi je pozdrav. Moje prvo pisanje gre tudi že zelo dolgo nazaj, 6-7 let na začetek ali pa še pred šolo, ampak je pa potem trajalo dolgo, preden sem komorkoli sploh kaj pokazal. Kar 20 let recimo, preden sem komorkoli karkoli pokazal, zdaj pa smo, kjer smo. Že povedal? No, jaz sem pa tudi ne v prvem, ampak v drugem razredu začela zlagati rime tako, da so se slišale kot pesmice. Takrat mi je mama dala en tak namizni koledarček in sem jih noter pisala. In zato še zdaj vem, katera je bila tista, ki sem jo prva zapisala. Tako kot ve Barbara. Moja prva je bila pa ne o psih, ampak o zajčku. In gre tako. Zjutraj sem vstala, detelja nabrala, zajčku sem jo dala, rekel mi je hvala. Takole, zdaj pa tvoje vprašanje. Izvoli, Julija, za Anjo Štefan. Moja zadnja knjiga je pa ena o 4 črnih mravljicah. In to je moja prva knjiga, ki je za malo večje, kot ste vi, mogoče za take mladostnike in odrasle. Drugače, vse tiste prej so pa za otroke. Izvoli. Izvoli, Hana ali Ana? Hana? Hana. Kar vpraša Anjo. Ja, koliko knjig sem napisala, zdaj pa mislim, da jih je nekaj čez 30, veš, ampak moje knjige so zelo različne. Ene so take, da so noter moje pesmi, moje pravljice, moje uganke, take, ki si jih pač sama zmislim od začetka. Ene moje knjige so pa take, da prinašajo tudi ljudske pravljice, ki jih poiščem, nekje odkrijem, ugotovim, katere se mi zdijo prave za ta današnji čas in jih potem poskušam povedati na tak način, da se jih danes lahko bere in da se mi zdi, da lahko delujejo tako, da bi bile današnjim otrokom všeč. In vseh teh knjig skupaj je že kar precej. Zdaj pa moram skočiti v prvo vrsto, sem rekla. Imaš še kdo vprašanje iz prve vrste? Ti imaš vprašanje, izvoli. Koga to vprašaš? Koga vprašaš, ker še nismo imeli kosila, veš? In to bo zdaj zelo pomembno. Koga pa to vprašaš? Koga boš izbral? Ali kar vse? Meni se to zdi zelo tehtno in pomembno vprašanje. Izvolite. Si, kar ješ, pravijo, ne? In zdaj bomo marsikaj izvedeli. Jaz imam rada vse sorte, ne? Imam rada sadje in zelenjavo zelo, zelo, zelo. Imam rada dobre mineštre. Imam rada
sladoled, zelo, zelo, zelo. Tako da tudi včeraj pred tisto prireditvijo sva z Andrejem nujno morala odkriti eno sladoledarnico in si privoščiti sladoled. Potem je pa še nekaj takih hran, ki jih imam rada, pa tudi zaradi lepih spominov. In to so češpljevi cmoki, ki so mi dobri tudi, če niso dobri, ampak samo da jih vidim, so mi že dobri. In potem imam rada še en tak nenavaden kruh, ki se mu reče panettone. Ker ta kruh je pa ena mamina prateta, ki je živela v Italiji, nam ob praznikih prinesla, noter so koščki takega pisanega, kandiranega sadja, in če vidim panettone, si tudi zmeraj mislim, kako bi ga zdaj pojedla. Ampak nažalost dostikrat ni dober. Se moram prav pomujati, da dobim kakšnega res dobrega, potem je pa moje srce čisto na mestu. Ja, zdaj češpljevi cmoki so mi malo sline na usta prinesli, ne, ja, češpljevi cmoki z kislo smetano in malo cimeta, ne, to je strašno dobro, ne, kač pa recimo kosmiči, pa potem javorov sirup, pa malo limone, pa različni oreščki, pa majčkeno bučnega olja, ne, recimo pa še eno jabolko narezljano, ne, in vse to dobro zmešano, 5 minut počakam in potem uživam. Jaz imam rad breskve, ampak na eni določeni točki, ko ugrizneš, da je ravno prav trda, pa ravno prav sočna, da gre lepo od koščice. Rad imam kosmiče prelite z mlekom na eni točki, ko so še ravno prav hrustljavi, pa ravno prav prepojeni, da niso preveč pocasti. In zelo rad imam vampe. Jaz ne maram vampov. Imam pa rada palačinke, to pa zato, ker sem bila majhna, pa nisem marala česa jesti, sem zmeraj dobila palačinke. Jaz maram vse razen vampov, ampak povsod mora biti pri kosilu zraven zelena solata, če ne ni to popolno kosilo, tako da solata prvo mesto. Ja, jaz, če bi moral samo eno zbrati, bi zagotovo zbral makove svaljke. Ne vem, to še naredijo mamice, to še doma. Krompirjevi svaljki z mletim makom, to je namreč edina sledica mojega otroštva. Jaz sem imel revno otroštvo in ko je mama naredila makove svaljke, je bil praznik. In jaz sem se jih naučil narediti, verjemite, zelo dobro pripravim. Evo, zdaj vemo, kaj naši pesnice in pesniki najrajši jejo, veliko rož vidim. In zdaj si ti na vrsti, kar na glas. Postavi vprašanje. Ime pa ti je? Vid, izvoli Vid. Koga boš vprašal? Prosim? Feri. S tem me zmeraj spravijo v zadrego, ker ne vem. Zdaj sem končal, recimo pred 3 dnevi sem končal roman, to vem, da je 33. roman. Knjig se je pa toliko nabralo, da jih nimam preštetih in zagotovo jih je čez 100, recimo. Ampak mislim, da je zelo, zelo veliko čez 100. Veliko čez 100. Odlično, evo. Izvoli. Ime pa ti je? Kako? Odlično, smo slišali, vprašanje pa je? Za Ferija. Kaj ga boš vprašal? Se spomniš, Feri, čez 100 si jih napisal, se spomniš prve? Prva je bila pesniška zbirka za odrasle, naslov je bil Kot slutnja radovedno. Kot slutnja radovedno. V njej so bili tudi pesmi Milana Vincetiča, pesnika našega iz Prekmurja, ki je že pokojni, in Valerija Perger je avtorica, ki pa več ne piše pesmi.
To je moja prva knjiga, takrat sem bil star 20 let. Tako, jaz vidim še 3 roke. Najprej bomo dali tebi besedo. Izvoli. Ojej, najljubša pijača, mislim, da smo zdaj že to s hrano kar povedali. Veš kaj, jaz ti povem, oni najrajši pijejo vodo. Jaz jih poznam, oni pijejo vodo, oni rečejo, voda je zdrava in pijejo vodo. Zdaj imamo še od zadaj kakšno vprašanje, pravi Lila? Še kakšno? Aha, takoj pridemo nazaj, še imamo 2 vprašanje. Tukaj pa eno od zadaj zelo na glas. Anja, to je izziv. Izziv je. Dobro. Zdaj, jaz bom eno zapela, ampak z vami. Je prav? Ja, to... Bom zapela eno, ki se bo vam večji mogoče zdela že malo neumna, ampak upam, da mi boste vseeno hoteli pomagati. Je pa mačja in se je ni težko naučiti. In gre tako, da najprej vsi samo 3-krat zamjavkamo, mjav, 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 a je prav? Potem bom jaz malo pela in potem boste vi skupaj z mano rekli ne, 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 kar tudi ni težko, 3-krat ne. Potem bom jaz še malo, potem bomo vsi skupaj kam, kam, kam in potem jaz pojem do konca. A je prav? Bo šlo? Mjav, 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 ne, 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 kam, kam, kam. Ja? Dobro. Mjav, 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 mi bodo hlačke prav, ne, 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 čez rep ne bodo šle. Kam, 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 naj svoj trebušček dam, ne grem mi v nove hlače, prerada se sladkam. Mjav, 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 mi bodo hlačke prav, ne, 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 čez rep ne bodo šle. Kam, 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 naj svoj trebušček dam, ne grem mi v nove hlače, prerada se sladkam. Bravo, Anja. Zdaj mi pa vaše učiteljice kažejo, da se ta kulturni dan mora počasi zaključiti, ampak jaz moram samo vprašati, vidvi še imate vprašanja, pa jih 2-3 še, evo, dajte še hitro vaše 3 vprašanja, ker če se človek pripravil, ima pravico vprašati. Ne? Kaj so vaše vprašanja? Lahko kar poveste, pa bodo odgovorili. Izvoli. Ja, ti imaš za Andreja, kaj bi ga rada vprašala? Ti premisli, Andrej, svojo najljubšo knjigo, tvoje vprašanje. Še lahko malo premisliš, pa tvoje vprašanje. Še tudi lahko malo ujameš svojo misel. Pa... Ja? Torej, pri tebi iščemo navdih, pri tebi iščemo prvo knjigo, ti si se spomnila. Pa tvoja najljubša knjiga, Feri, pa še eno vprašanje imamo tukaj. Tretja knjiga, veš to, ne vem, če se bodo oni to spomnili. To je izziv, pa še vi imate odgovore pripravljene. Še 2 vprašanje vzamemo. Izvoli. Feri, tvoje vprašanje? O sodelovanju boš povedal samo Feri, majčkeno, da še poberemo vprašanje. To je tako, kot bo zdaj to pred volitvami. Izvoli. Odlično, imate vprašanja, zdaj pa, spoštovani, dajte še odgovore. Ja, kar povedal, glede te ne bodi kot drugi,
Ta zgodba je zanimiva, namreč pesem je bila objavljena nekje, Ditka je bila takrat stara 18 let, mlada še, in mama njena je to pesem izrezala iz časopisa in je doma na hladilnik nalepila, ker je hotela očetu nekaj sporočiti, ne, glede vsebine te pesmi. In Ditkin oče je pa glasbenik in mi je rekel, da dolgo časa ni opazil te pesmi na hladilniki, potem jo je opazil, pa jo ni prebral, ko jo je pa prebral, čez nekaj časa je pa še tisto noč v glasbo. In tako je nastala ta melodija za to pesem, potem je to Ditka zapela in sta mi poslala demo posnetek, kako rečemo, in sem takoj videl, da je nekaj posebnega, tako da smo se šele takrat spoznali. To je zgodba o tej pesmici. Si odgovoril na vsa vprašanja? Na vsa. Dobro. Andrej? Na to vprašanje, katera je moja najljubša knjiga, ne, jih je veliko mojih najljubših knjig, ampak prva moja najljubša knjiga je bila Pika Nogavička, ki mi je veliko pomenila in mi še danes pomeni. In potem je bilo pa vprašanje, ja, pred pravljici in pripovedke, zakaj sem dal tak naslov. Tako sem hotel malo, da ni čisto enostaven naslov, v resnici sem se dolgo mučil in veliko rajši bi dal naslov Popravljice in prepovedke, ne, se mi je zdelo taka dobra, da bi dobro bilo, ne, ampak še zdaj mi ni uspelo napisati nič takega, da bi bile popravljice, mogoče še prepovedke, pa mislim tako, ne, mislim, no, ali pa če mi bo kdo od vas to idejo ukradil, dovolim, no, ampak predpravljice in popovedke se mi zdelo pa tako malo sem se igral z besedami. Dobro, smo odgovorili na vse, sem koga izpustila, še Anja? Ja, mene si pa vprašal o navdihu, kateri je bil moj prvi navdih, ampak tega se jaz ne spomnim, veš, ker se skoraj ne spomnim, katera je tista, to za prvo otroško pesem sem vam povedala, ampak katera je pa potem, ko sem začela bolj zares pisati, nastala prva, tega pa skoraj da ne vem. In se mi zdi, da se te reči o navdihih zapomnim samo včasih, ko se res zgodi nekaj posebnega, drugače je pa to nekaj, kar tako sproti pride in potem gre. Tako, zdaj pa mi imamo naše pesnice in pesnike še par minut tukaj, pa lahko še stopite do njih, pa jih kaj vprašate, ne, ker še imamo veliko vprašanj, učiteljice pa pravijo, da se mora dan končati, ker gre že drugo na urniku, če se meni zdaj signale pravilno razbiram, kje smo zdaj z časom, jaz nimam ure, mi kdo pomaga iz dvorane, torej moramo končati. Tisti pa, ki še imate vprašanje, imate še jih tukaj, hitro stopite k njim, pa še jih lahko vprašate. Prekrasna publika ste bili, hvala lepa in prekrasne pesnice in pesnike. Lep dopoldan smo si naredili, hvala lepa in imejte lepo soboto. Imate pa še jih tukaj, pa še jih lahko vprašate, kar pogumno.